Po kar nekaj časa danes gostimo v oddaji Radioaktivno skupino Njovt, Peter pa je z mano. Zdrava. Ja, lepo zdrav. Dale v zgodovino se moramo podati, da najdemo vaše korenine. Ja, začeli smo pravzaprav danes daljnega leta 1992. Takrat sva z Mojco začela sodelovati pri enem projektu za glasbo, za eno gledališko predstavo, ki je potem na koncu ni bilo. Se je pa formiral band, ne? In potem smo seveda začeli s svojimi komadi, tudi začeli koncertirati in nekako pripravili kar nekaj materijala do novega roka, mislim, da je bilo leta 96. In potem začeli z pripravo prvega albuma, ki je šel za nemško založbo Krom Records leta 1997. Sledile so potem kar nekaj nekih turnej, koncertov pri nas in tudi v tujini, neka manjša koncertna turneja po Nemčiji in seveda koncertiranje na tudi nekih evropskih odrih, pa mednarodnih festivalih, med njimi recimo Beach Boomu v Benetkah, pa kar nekaj drugih festivalov. In potem 2001 je sledil pa drug album, ki je bil tudi kar odmeven in je tudi sledilo kar nekaj koncertov tam nekje do leta 2003. Jaz sem sicer 2001 potem prekinil z bandom, ker sem šel na podiplomski študij, ampak potem je band še vendar funkcioniral tam nekje do 2003, ko smo ga pa nekako malo zamrzli. In sedaj iz skupine postaja Njovt dvojec? Pravzaprav so neka ustanovna člana z Mojco neprestano bila nekako bolj gonilna sila, tudi glavna pravzaprav pri snemanju obeh prejšnjih albumov. Medtem ko se je potem band ponavadi sestavil za koncerte, za te live dogodke in potem obstal, večinoma kot neka taka kompaktna struktura. Ampak vendarle na snemanjih praktično ni bil cel band nikdar zares prisoten, sva to midva s producentom, ki je bil za oba albuma Peter Penko, tako kot zdaj za novo skladbo. Tisti mogoče dodatni član benda, ampak ne kot redni član benda. In v teh letih se je potem nabralo nekaj glasbenega materiala in čas je, da ga tudi potem sliši javnost. Ja, nekaj materijala se je v teh 20 letih, odkar smo nekako malo zamrznili, hibernirali tole stanje, nabralo. In zdaj smo posneli prvi singel, ki je izšel skupaj z videom, je pa v pripravi kar nekaj drugega materijala in upam, da namen imamo v naslednjem letu potem izdati kakšen EP. Toliko zdaj o nekih teh jasnih planih, ampak zaenkrat je še vse dosti odprto. In v prvi skladbi objokujeta Venero. Pa niti ne, gre za en tak tematizirano situacijo, pravzaprav nostalgije, ki ne govori za res nekem objokovanju, ampak bolj mogoče lahko vsak interpretira to bolj tako, kot je Mojca enkrat razložila, da gre za neko sporočilo izgubljenim v prostoru in času, ki ga mogoče lahko ponazarja, ni pa nujno edina referenca. Kultni film Mož, ki je padel na zemljo, tam na koncu enkrat je Mojca razložila, da v njem zunaj zemeljsko bitje v iskanju vode, ki je na njegovem planetu praktično ni več, pristane na zemlji in potem prevzame človeško podobo, potem seveda s nekimi inovacijami sicer obogati, ampak se zaradi nekih nesrečnih ali kakršnih koli dogodkov ne more vrniti na svoj planet in ga rešiti, ampak se ukvarja potem z glasbo, postane rockovski glasbenik in potem skozi te signale neke te pozitivnih vibracij pravzaprav preko radia komunicira s tistimi, ki jih ni, ampak zdaj seveda ta interpretacija ni nujno, da je edina. Peter, in če primerjamo zvok Njovtov 20 plus let nazaj in danes, kakšna je razlika? Ja, jaz mislim, da to je bila ena taka debata. Vem, da sem začela malo pred korono zares pogovarjati, kakšen zvok bi pravzaprav želela. In jaz, saj tudi glede na odzive, je zvok še vedno prepoznavan, upam, da dovolj svež, da nadaljuje pravzaprav tradicijo, ampak z nekim upgradeom. Pač 20 let kasneje. Torej s časom. Ja, namen je bil takšen, drugače jo pa ponujamo poslušalcem preverbo in odziv. Dejal si, nekaj materijala je pripravljenega, lahko pričakujemo tudi kak nosilec zvoka EP ali kaj podobnega, vse digitalni obliki? Ja, naslednja skladba, ki ima pa res neko literarno referenco, je trenutno v miksu in nekako za 2023 nekako pripravljava en EP. Zaenkrat je to nek ta kratkoročen plan, če govorimo o teh nekih bolj fiksiranih planih. Zelo kratkoročen plan pa je tudi ta, da skladbo spustiva v naš eter. Zato, Peter, beseda je tvoja, da jo pospremiš na pot. Ja, torej, hvala lepa za tole povabilo v
v eter in želim vam ugodno zvočno izkušnjo, pospremljeno z Lamenting Venus. Mocked by the music, killed into notes. Nonsense overdrive, filling the vacuum. No hoping to kill the hope. Speakers have no concept of the minute of silence. My voice goes beyond recognition. It's hard to detect me anyhow these days. Lamenting Venus, wiping kisses from the sky. Lamenting Venus, wiping kisses from the sky. The bed that gave you life tolerates dreams only to a point. Venus turning, Pluto swallowing the tears. A ghost wasting serenades on dead-ear nostalgia. Lamenting Venus, wiping kisses from the sky. Lamenting Venus, wiping kisses from the sky. A waltz got into a sequence loop. Digital technology would do that to amuse. Whispers translated into zeros and ones. For a moment this room seems almost bearable.